Hvala vam vsem, ki ste prišli. Dober večer, Jelena, pozdravljena. Novinarka in voditeljica priljubljene in odmevne oddaje, to pa lahko trdiva, Tednik. To oddajo oglašujete s sloganom Tednik, beseda je vaša, ampak dejansko to drži. Vi z vsemi temi zgodbami greste, prodrete do tako imenovanega malega človeka. Ampak nocoj bo beseda tvoja. V ciklu pogovorov novinarjev Kalejdoskop govorimo o novinarkah, o novinarjih, o problemih novinarstva v sodobnem času. Kako si pa ti vstopila v ta svet novinarstva? Je bila to mogoče tvoja mladostna želja delati na televiziji, kar se sliši zelo romantično, ko pa začneš zares, seveda pa vidiš, kakšna je realnost. Kako si pravzaprav prišla v ta svet novinarstva? Nisi študirala novinarstva, ampak primerjalno književnost. Torej, zakaj prav novinarstvo in zakaj prav televizija? Ja, v televizijskem novinarstvu sem pristala v bistvu po naključju. Najprej sem začela delati že v gimnaziji na televiziji kot televizijska napovedovalka in tudi to se je zgodilo po naključju. Sošolka me je v bistvu prosila, če jo grem spremljati na audicijo. In potem so pa rekli, pa, da je še ti probaj, ne, pa sem probala, pa sem potem v bistvu v 4. letniku gimnazije že napovedovala program. In to sem potem počela par let, ne vem, verjetno se spomnite še teh napovedi, ko so bile še te starejše napovedovalke, kot je tudi Miša Molk, je recimo to počela, pa Metka Centrih Vogelnik, pa take gospe. No, to so takrat potem po nekaj letih ukinili, potem sem šla za 1 leto na Pop TV, so me povabili k neki oddaji, bolj razvedrilni, ampak to mi nekako ni ležalo. Potem pa sem neko nedeljo sem gledala poročila, pa se mi je zazdelo, da to bi pa tudi jaz lahko počela. Pa sem počakala do odjavne špice in tam je bil podpisan urednik Vlado Krejač. In sem ga drug dan poklicala in sem imela tako srečo, da je bil v pisarni, ker ponavadi ti uredniki so skozi nekje po hodnikih, se dogovarjajo z novinarji po terenu in tako naprej. In sem rekla pač, ja, dober dan, rabite kakšno voditeljico poročil, pa se je začel smejati, pa je rekel, čak malo, to pa ne gre kar tako, ne. No, v glavnem, da zdaj ne govorim cele zgodbe, pač vključil me je ravno takrat so tudi ravno neko audicijo imeli in me je potem vključil v to skupino, ne, in potem smo to, včasih se je to delalo tako, ne, zelo resen pristop je bil k tem, kako ne rečem, novačenju novih voditeljev in novinarjev. Prišlo je na audicijo, ne vem, recimo po 300 ljudi, pa so jih oni dali stran 200, pa jih je ostalo 100, pa so imeli nov krog in tako naprej in to je kar trajalo 2 meseca, pa si šel potem na različna izobraževanja k različnim ljudem, recimo tudi Ljerki Bizilj in tako naprej, pa so te oni postavili pred kamero, pa so ti dali, da narediš kakšen prispevek, čeprav sploh nisi vedel točno kako, ampak so hoteli takoj videti, če imaš že ta talent, no in skratka potem so me dali, od teh vseh ljudi nas je ostalo nekih 12, ki so nas dali potem v ta desk, to se reče temu prostoru, kjer se ustvarja dnevnik pa poročila, to je en tak velik prostor, kjer so uredniki, voditelji, mlajši dežurni novinarji, starejši dežurni novinarji in tako naprej. No in zdaj po vseh teh letih sem v bistvu samo še jaz ostala od vseh teh ljudi. Tako da sem bila zelo hvaležna Vladu Krejaču, da mi je dal takrat priložnost, je žal pred nekaj leti preminil, veliko prezgodaj, ampak to so ti uredniki stare šole, ki so nas zelo veliko naučili, so bili zelo strogi in zahtevni, tudi je kakšen znal povzdigniti glas, ne, kar je danes že skoraj nesprejemljivo, ne. Ampak res sem hvaležna tem urednikom. No, potem pa pač sem delala tam kot mlajša dežurna, to je pomenilo, da smo čakali, tam je bil še faks, ki so pošiljale agencije STA in tako naprej, ne, napovedi dogodkov in potem počasi pa začneš hoditi na teren, pa kakšno krajšo vest napišeš, pa greš že kakšen prispevek. Ali pa posnameš anketo, ja, to je kar priljubljeno tako, za mlade, ki se učijo, nabirajo kilometrino. Ja, potem so me dali počasi na jutranja poročila, pa potem na popoldanska poročila in tako skratka, res sem šla po vseh teh stopničkah, bi tako rekla. No, in to mi je fajn, no, da sem šla čez vse te stopničke, od tiste res najnižje začetne
ko smo morali tudi po kakšno kavo iti kakšnemu uredniku, ne. Ampak da sem res vse te procese dela spoznala in šla, da ni prezgodaj, ne, nek preskok nastal, recimo, kar se tudi včasih zgodi, pa mogoče ni najbolje. Marsikdo na tej relativno mogoče dolgi poti tudi omaga, kajti misli, da bo danes prišel na televizijo, jutri bo že naredil prispevek, čez en teden bo vodil televizijski dnevnik, ravno na nacionalni RTV pa temu ni tako. Še nekaj imava midve skupnega, se mi zdi, obe sva imeli isto mentorico za govor, gospo Ajdo Kalan, ki je z Gorenjskega konca. Tudi jaz osebno se zelo rada spominjam te govorne šole, zelo koristne, in to je nekaj, kar je, mislim, da zelo specifično za našo RTV hišo, da gojimo to izborno izreko in kar veliko pozornosti še vedno posvečamo pravilni slovenščini. Ja, to je res. Takrat, preden sem lahko začela delati prispevke, sem morala opraviti enoletno govorno šolo pri Ajdi Kalan, pa še pri eni fonetičarki. Skratka, to je bilo v bistvu par ur na teden, ne, tega šolanja, in Ajda Kalan je bila tudi zelo stroga in te je tudi znala kar nadreti, ampak kot pravim, to je edino prav, ker drugače, ne, nekako se mi zdi, da je zdaj čas postal, ko je treba te mlade samo hvaliti, ne, in je že vse, ne, kakšna kritika je že narobe razumljena, pa se že takoj začne govoriti o mobingu, pa skratka zelo je vse, opažam to pri teh, ki pridajo tudi z fakultete, da nekako stalno samo pričakujejo pohvale in spodbude in tudi zelo poznajo svoje pravice in tudi rečejo, ja, to pa ni v mojem opisu delovnih nalog, ne. Zelo se je spremenil ta način. Saj po eni strani je prav, ne, da se mladi zavedajo svojih pravic, ne, in da povejo, ne, izkoriščali me pa ne boste, ne, ampak po drugi strani je pa treba tudi kaj narediti, kar ni v tvojem opisu delovnih nalog, tudi da se naučiš česa drugega. No, ampak da se vrnemo k tej govorni šoli, zdi se mi, da to tudi žal na naši nacionalni televiziji ta govorna kultura malo upada, ker ni več toliko nujno, ne, za novinarje, ki se pojavljajo v oddajah, da opravijo vse te govorne šole, kar verjetno morda tudi sami kdaj opazite. Skratka, včasih so bili ti pogoji, kdo lahko govori in nastopa, precej strožji, no. Omenila sem, da nisi študirala novinarstva, ampak primerjalno književnost. A si kdaj pogrešala pravzaprav novinarsko znanje, obrt? Si kdaj pomislila, da bi ti bilo lažje s študijem novinarstva? Ma niti ne, mislim, da primerjalna književnost je tak študij, ki ti da zelo ne vem, mogoče malo širok pogled na svet. Ni pa v bistvu zelo uporaben, da si lahko kakšno službo v resnici najdeš. No, včasih sem znala reči, saj mogoče je to bolj hobi, recimo, ta študij, ne. Ampak v bistvu pa tudi ta novinarski poklic pa tudi jemljem, mislim, da sem lahko zelo, ne vem, srečna, ker opravljam ta poklic, ki ga jemljem ne kot poklic in obvezo, ampak kot nekaj, v čemer uživam. In to se mi zdi zelo pomembno, no, za vsak poklic, da ga rad opravljaš, no, tako. Mislim, da tega teoretičnega znanja mogoče, no, ne vem, da bi se naučila na fakulteti definicijo, kaj je prispevek, ampak itak se to, tako kot verjetno pri večini poklicev, se večine stvari naučiš potem v praksi. In pomemben je, če lahko nadaljujem, tisti občutek. Če lahko povem, ko sem bila sama urednica Vala 202, je bila fluktuacija kar precejšnja. Ljudje so prihajali, bi želeli delati na radiju in se spomnim, ko je nekdo rekel, ja, ampak jaz študiram slovenščino, ne študiram novinarstva, kakšne ljudi pa tukaj potrebujete? In sem rekla, ja, take, ki hodijo po svetu z odprtimi očmi in ušesi, skratka, ki so ves čas na preži. Torej tisti občutek, da imaš tisti refleks, najbrž se strinjaš. Ja, vsekakor novinarstvo ni poklic, ki ga lahko opravljaš od 8 do 3 v pisarni. To je poklic, ki, ali
morda bolje rečeno poslanstvo, ne, ki ga moraš upravljati ves čas, tudi ko greš zvečer na pijačo s prijatelji ali ko greš na izlet, moraš ves čas ne gledaš, kje so zgodbe, ali ko ti, ne vem, naključni te ljudje tudi ustavljajo, pa ti govorijo svoje probleme, pa te kličejo, ti pišejo, pač skratka ti si ves čas si novinar, ne moreš biti samo, ko si v službi novinar, ampak res v svoj in prosti in poklicni čas si novinar. Drugače jaz mislim, da pač tega poklica ne moreš upravljati. Dobro. Omenila si že tvojo pot, delala si prispevke, pa potem vodila tudi poročila, osrednji televizijski dnevnik, naredila si 2 dokumentarca, predvsem eden je bil tudi nagrajen, dobila si novinarsko nagrado, pa mislim, da tudi Viktorja za najboljši dokumentarec leta. Gradimo suženjstvo, mogoče se pa kdo spomni, če ne pa mogoče bi bilo dobro, da poveš, zakaj je šlo. Ja, ta dokumentarec sem naredila leta 2010, takrat se je zelo začela pri nas oziroma je izbruhnila kriza, če se spomnite, od leta 2008 je šlo to postopno in takrat so se začele zelo veliki problemi v teh velikih gradbenih podjetjih. Sej nedolgo potem, kakšno leto, mogoče potem dokumentarcu so šla vsa ta podjetja, SCT, Vegrad in tako naprej. V stečaj? Ja, no, ampak skratka takrat ljudje niso vedeli, kaj vse se dogaja tem. To so po večini te delavci na teh gradbiščih iz Bosne in Hercegovine, iz Srbije, tudi Hrvaške, skratka iz držav nekdanje Jugoslavije, ampak največ iz Bosne. In jaz moram reči, da sem tudi sama bila takrat res šokirana, kaj se tem ljudem dogaja, ker to je bilo res nekaj tako neverjetnega in šokantnega, ko so oni začeli govoriti. Si imel občutek res pa, kje mi živimo, v tretjem svetu, ti ljudje delajo in potem ne samo, da jim ne plačajo, ampak jim še vzamejo denar. Recimo, ko je bil primer, ko so zbirali v Vegradu za svojega umrlega to je zelo znan primer. Pa so jim še ta denar vzeli. To so tako, oni so imeli popolnoma poteptano vse dostojanstvo, na vse možne načine so jih izkoriščali, poniževali, skratka res, tukaj se je pokazalo res vse najhujše, kar je bilo oziroma se je začelo dogajati v tem našem sistemu, ampak niso problem ti delodajalci, ki so to počeli, ampak problem je bil ves ta sistem, ki je to dopuščal oziroma se je na ta način sooblikoval in od takrat je samo še hujše in hujše. Jaz ne vem, koliko prispevkov sem od takrat naredila o teh izkoriščanju delavcev, ampak tako, potem sem se že začela spraševati, pa kaj je sploh učink teh, saj se nič ne spremeni, ampak je samo še hujše. Ja, oziroma prav nasprotno, dobivamo samo popravke, grožnje s tožbami, tudi tožbe, ne vem, recimo zdaj imam eno tožbo, nas toži pač zaradi mojih prispevkov en podjetnik za 50.000 evrov, češ, da sem mu jaz s svojimi objavami uničila podjetje. In potem, mislim, to niso enostavne stvari, ko veš, da boš po objavi prispevka, da boš dobil samo neke pritiske in grožnje in se začneš spraševati pa, a je vredno, se premakne se nič, samo škodo v bistvu narediš pa včasih tudi tistim delavcem, ker tudi njih potem tožijo zaradi blatenja dobrega imena podjetja in tega podjetnika. In vsi ti problemi od leta 2010, bi rekla, do danes, pravzaprav niso korenito iztrebljeni, še vedno obstajajo, seveda v okviru sindikatov so ustanovili posebno pisarno, ki rešuje te izkoriščene delavce, ampak v principu pa problemi še vedno ostajajo, tako kot si rekla. Nekaj korenitega se pa ni spremenilo od takrat. Ne, v bistvu je vse hujše in ti delodajalci vedno znova najdejo nek nov način izkoriščanja. Recimo, en primer, ki sem ga tudi delala prispevke o tem. Podjetnik, ki je imel zaposlene šoferje kamionov.
Ne? In to so v glavnem vsi, ker noben Slovenc več noče delati pri njemu, zato ker mu enostavno pač ne plačuje in potem zaposluje samo te uboge ljudi iz Bosne in Hercegovine, ki že tako nimajo nekakšnega posebnega znanja o zakonodaji pri nas, nimajo poguma, pač oni so prišli sem, da bi delali, da bi zaslužili, da bi svojo družino prehranili. In kaj se je ta človek spomnil? Da jim da vsakemu, ko pride na novo, ko ga zaposli, mu da podpisati bel papir, ne? In mu reče, pa še tukaj je njegova žena, je pa računovodkinja, skratka družinsko podjetje, vsi so vpleteni, pa reče, ja, daj ti to podpiš, veš to, si ti na poti, pa mi kaj mogoče rabimo kdaj zaradi davčne, pa da imamo mi tvoj podpis, ne, in ti zbogi človek to podpiše, potem pa, ko odide od njega, ker oni so vezani 1 leto, ko dobijo delovno dovoljenje, to delovno dovoljenje je vezano 1 leto na enega delodajalca in oni tega delodajalca ne morejo zapustiti, ne. Zato, ker če ga odidajo od njega, zgubijo tudi to delovno dovoljenje in ti delodajalci seveda to vejo in jih to 1 leto izkoriščajo maksimalno, ne. No, in potem po 1 letu je skoraj vsak od tega podjetnika odšel, ampak kaj se potem zgodi? Potem ta šofer, ki odide, dobi čez nekaj časa tisti papir, na katerem je njegov podpis, tam zgoraj pa ponarejena posojilna pogodba, češ da mu je ta podjetnik posodil recimo 15.000 evrov, ne. In to jih je kar veliko teh šoferjev dobivali, te posojilne pogodbe in on pa naredi že, ta šofer sploh v bistvu nima nekih možnosti, da bi rekel, jaz pa tega ne bom vrnil, ne, zato ker on že na podlagi verodostojne listine, kar je ta pogodba, ne, za naše organe, on začne že izvršbo, ne, in ta šofer si najde novo službo in mu že začnejo trgati, ne, z računa. In potem preden on to dokaže, da je bilo to ponarejeno, mine par let, ne. In ti šoferji so vložili kazenske ovadbe, jaz sem recimo tudi proti temu podjetniku vložila kazensko ovadbo, zato ker mi je grozil, ko sem ga poklicala, popolnoma vljudno se predstavila, ne, kaj želim, da če lahko odgovori na te očitke, ne, in on je meni začel groziti, kaj vse mi bo naredil in sem ga šla pač ovaditi na policijo, tam so me poskušali prepričati, da ne, to se ni nič tazga, se vam ne bo nič naredil. Ja, kako ne, se mi grozi, ne more se tako obnašati, se smo v civiliziranem svetu. Potem na tožilstvu so me poskušali potem prepričati, da ne, sej to ne bo, dajte se vidva poravnati, ne, in so naju hoteli še dati skupaj v sobo, da midva zdaj sediva za isto mizo pa se poravnavava, o čem naj se poravnavam, ne, in sem pač ustrajala, da jaz pa hočem iti na sodišče in potem ga je sodnica res obsodila, sicer na pogojno kazen, ampak vseeno je tudi to kar velik uspeh, zato da se da sporočilo tudi drugim, ne, pač ne morete groziti, če vas novinar pokliče, mu odgovorite normalno, pač ne bom dal izjave, recimo, ne pa mu groziti, da kaj vse mu boš naredil, pa tudi našemu snemalcu, ki je šel posnet, njegovo podjetje je grozil, kaj vse bo naredil z mano, pa z vsemi na RTV-ju, pa tako naprej. Ampak to so pač vsakodnevne, ne, ti ljudje so izjemno močni in zelo primitivni in imajo zaslombo v sistemu, v uradih različnih in lahko počnejo, kar želijo. Ja, tednik, ki ga prav gotovo tudi vsi, ki so danes z nama, dobro poznajo, prinaša zelo veliko teh zgodb, omenila sem že zgodb tako imenovanega malega človeka, človeka, ki se znajde v birokratskem kolesju, ki ga dobesedno lahko zmelje. Skratka, govorite o konkretnih problemih, o ljudeh s konkretnimi zgodbami, ljudje se tudi izpostavijo. Pa bom najprej to vprašala, ali se ljudje pravzaprav z lahkoto izpostavijo, izpovejo, povedo, kaj jih tišči, kaj je problem, naprimer delavce si že omenila, najbrž niso kar trumama hodili pred kamero. Kako jih prepričate, s čim pravzaprav? Nekaterim obraze tudi nekako premažete oziroma jih ne izpostavite, jih ni moč prepoznati. Ne? Ja, jaz moram reči, da je teh klicev obupanih ljudi v naše uredništvo vse več.
In imam občutek nekako po tem, kar nam pripoveduje ti ljudje, da smo jim mi nekako še res tista zadnja bilka upanja, ker so izgubili vse upanje, zaupanje so izgubili vse institucije, ki naj bi jim pomagale, ker včasih jim rečeš, ne, sploh, ko gre, ne vem, tudi za kakšno družinsko nasilje, tega recimo se izogibamo, da bi zdaj neke družinske zdrahe ali pa, ne vem, borba za dediščino, ne, to tudi ogromno ljudje kličejo, ampak takim svetujemo, dajte se obrniti na CSD, na policijo, če gre za družinsko nasilje, ne moramo mi reševati, ne, recimo, teh stvari. Ampak kar se pa tiče teh, ko se jim godi neka krivica, ki se jim je zgodila v tem sistemu, ne, ko jih zmeljajo te birokratski mlini. Oni so res že šli nekateri čist na vse inštance in nikjer jim niso pomagali. Ne, in potem se obrnejo na medij in včasih, ko naredimo prispevek, se res kaj premakne. Včasih že celo samo z enim klicem, ko pokličeš na kakšno inštitucijo, pa rečeš, ta pa ta se je obrnil na nas, ima ta pa ta problem, ja, bomo uredili, takrat se zelo hiter kaj uredi. Včasih pa lahko delaš ne vem koliko prispevkov, pa se ne bo čisto nič premaknilo. Ne. No, ampak ljudje so v res zelo velikih stiskah, sploh ti, kot si rekla, mali človek, ne, ko se znajde proti temu velikemu sistemu, sploh ko ne pozna dobro zakonodaje, ko nima niti nobenih, če rečemo temu, vez, ne, kar vemo, da še vedno zelo dobro tudi pri nas deluje, da ne pozna nobenega, nima nikjer nobenega poznanstva, ostane res sam in potem ima neko strašno zaupanje, ne vem, recimo v našo oddajo, da zdaj, ko pa bo to na tedniku, se bo pa spremenilo. Pa jim včasih moraš reči, mogoče se ne bo nič spremenilo, ne? Mogoče boste samo še bolj izpostavljeni, ker pri nas je še vedno to v Sloveniji velja, zato tudi mi nekaterim sami rečemo, zakrili vas bomo. Spremenili bomo vašo identiteto, vaš obraz, vaš glas, zato ker boste imeli potem še več problemov. Ker pri nas pač tisti, ki se izpostavi in opozarja na probleme, zelo hitro začne veljati za nekega zdraharja. Ne? In recimo zato tudi človek, ki je recimo ima probleme v eni službi, ne, pa išče drugo, pa ga ne želimo izpostavljati, zato ker ga noben ne bo zaposlil. Ne, ko bo videl, aha, to je pa tiskaj tam neki na televiziji, ne, se razburil, ta je zdrahar, ta dela probleme. Ne. Tako da sploh pa, ko gre pa recimo za te kakšno družinsko nasilje, pa za mladoletne, to pa sploh se zelo držimo tega načela, da pač je treba mladoletne žrtve pa popolnoma zaščititi. Ne, čeprav včasih so pa tudi starši taki, da želijo obračunavati preko otrok, ne z partnerjem recimo, to pa je tudi zelo problematično. No? No, jaz si včasih rečem ob kakšnem prispevku zelo pogumno, da se nekdo izpostavi, kajti s tem tudi osvešča druge. Tukaj bom spomnila na mamo in očeta, deklice, ki je naredila samomor, ki sta zelo odprto in odkrito govorila o tej njihovi družinski zgodovini, o njej, o tej deklici, ki je bila v šoli zelo uspešna in bila je tudi zlata maturantka in potem je nekaj očitno zelo prekrižalo pot in storila je samomor. Zelo je bilo, kako bom rekla, jaz sem bila kar močno pod vtisom te izpovedi. Ja, ta zgodba, ki smo objavili, teh dveh staršev, je bila zelo odmevna, tudi zelo gledana, klikana na internetu, ljudje so nam tudi pisali, potem se zahvaljevali, da smo to objavili. Ta dva starša sta bila zelo, ona dva sta v bistvu hotela to povedati, ne? Prav zaradi tega, da nekako odpreta to tabu temo, da pomagata tudi drugim ljudem, ki so se soočali ali se soočajo z nekom, ki je naredil samomor ali ima samomorilne težnje, ker tega je tudi zelo veliko, kot veste, verjetno v Sloveniji smo v samem vrhu. In ja, tudi novinarka, ki je delala ta prispevek, je bila še kar nekaj časa pretresena, ker to je res, potem ko vidiš tudi to fotografijo tega dekleta, kako je bila nasmejana, zlata maturantka, najuspešnejša, vse povsod. In kako sta potem to starša brez neke patetike, ampak popolnoma, kako bi rekla, ne vem točno, kako naj sploh opišem to, ampak če niste videli
tega prispevka vam priporočam, no, da si ogledate, imamo vse prispevke v našem arhivu. Zelo nekako sestavljeno sta govorila o tem, ampak se je videla tista bolečina. Sta pa kot rečeno, ja, želela sta o tem spregovoriti prav zato, da nekako odpreta to temo in da mogoče še koga spodbudita. In potem res se nam zmeraj po kakšnih takih temah, ali pa ne vem, ko imamo prispevke o spolnem nasilju, zdaj v ponedeljek smo imeli recimo en prispevek o enem mladem moškem, ki ga je v otroštvu pretepal oče in on ima še zdaj zelo velike probleme, je sporočil zdaj ravno novinarki, da je bil zdaj spet hospitaliziran, ker to pusti take posledice psihične in fizične. Ampak je napisal, da je zelo vesel, da je o tem lahko spregovoril in da mogoče bo pa komu pomagal, da tudi spregovori. In res zmeraj dobimo po objavi takega prispevka veliko klicev in veliko pisem, tudi tistih na roko napisanih, ko nam starejši ljudje pišejo, hvala, da ste o tem spregovorili, tudi meni se je to v otroštvu dogajalo. Tako da tudi z tega stališča je koristno, da take teme objavljamo. Ja, te intimne izpovedi in pripovedi seveda najbolj prepričajo. Ali je Tednik še vedno ena najbolj gledanih televizijskih oddaj? Ja, absolutno. Ta ponedeljek je bila najbolj gledana informativna oddaja. Ja, pritegnejo pa najbolj te teme, ki govorijo o krivicah, ki se godijo na različnih področjih. Zdaj v zadnjem času verjetno ste spremljali vse te zgodbe, ta zgodba malega Krisa, ti bolni otroci, skratka, to so zelo gledane teme. Potem pa tudi kakšne, ker ne moremo pa 1 uro ljudi samo, če temu tako rečem, ne vem, moriti, ne, z temi težkimi temami, slabimi temami, poskušamo zmeraj, saj predzadnji pa zadnji prispevek, recimo, da pa nekaj bolj pozitivnega, kakšen fenomen, kakšno, ne vem, kaj bolj zabavnega tudi, no, in tudi te teme so kar dobro sprejete in gledane. Tudi različne teme, ki bi jih lahko rekli, da so bolj trivialne, ne, kot je recimo, ne vem, shujševalne diete po novem letu ali pa, ne vem, novoletne zaobljube, ampak to ljudje zelo radi gledajo. Kako pravzaprav poteka delo v vašem uredništvu? Koliko vas je in na kakšen način izbirate teme? Nekaj o tem si že povedala. Torej, kakšen je sam princip vašega dela? Ja, moram najprej poudariti, da nas je v bistvu zelo malo, ne, skoraj polovico manj kot še pred nekaj leti. Koliko je to novinarjev? Imamo v bistvu 4 novinarje in eno redaktorico, ki je na pol novinarka in redaktorica, to je zelo malo za tako redakcijo in za tako oddajo, ki je skoraj, oziroma ne skoraj, kar cela je narejena na terenu. Ker za en tak prispevek je potreben kar en teden dela, ne. V bistvu bi bilo potrebno še več, ker je treba se pripraviti, prebrati tudi kakšen zakon, dobiti vse te ljudi, jih priklicati, ker včasih ti tudi kakšen ključni sogovornik zadnji trenutek odpove, pa je treba temo zamenjati. Tako da pogoji dela so izjemno težki in izjemno slabi in vse slabši. Mislim, da pač vi kot gledalci imate to pravico vedeti, da zelo težko delamo, premalo nas je, imamo tudi zelo slabe produkcijske zmožnosti, precej več snemalnih dni, montažnih terminov bi potrebovali, da bi ti prispevki izgledali tako bolj sodobni, bolj televizični, kot to počnejo na tujih televizijah. Mi smo nekako morda ostali vizualno, ne, še ne govorim zdaj o Tedniku, ampak na splošno o nacionalni televiziji. Ne vem točno zakaj, kaj je problem, ampak nekako ne znamo tega koraka naprej stopiti. Kako pa izbiramo teme? Različno. Imamo sestanke, se dogovarjamo, predlagamo, novinarji predlagajo, jaz predlagam, predlagajo nam gledalci, nam pišejo. Tako da zelo širok nabor virov za teme imamo. Tednik odlikujejo tudi humanitarne zgodbe. Zadnja, mislim, da je bila o deklici lani Skomavc, stari, mislim, da 2 ali 3 leta,
ali pa že 4, ja. zaradi kromosomske napake pa ima zelo velike psihične in tudi motorične motnje, zanjo skrbi mamica samohranilka. In seveda za te primere, omenila si že dečka Krisa, je odprta humanitarna linija in zbira se denar, ki bo pomagal tej deklici, družini, mamici. Na kakšen način se odločate za te zgodbe in kako pravzaprav poteka to vrstno delo okoli teh humanitarnih prispevkov? Zdaj ta rubrika Pomagamo, ki jo imamo, to je v sodelovanju z tvojim, Zvezo prijateljev mladine Slovenije, tako da nam Zveza prijateljev mladine dostikrat predlaga kakšno družino, to pomeni, da v Zvezi prijateljev mladine to družino preverijo, vse papirje, vse prihodke, odhodke, tako da ne bi mi zbirali za nekoga denar, za katerega ne bi bilo primerno. In potem, ko dobimo iz Zveze prijateljev mladine Slovenija zeleno luč, ta družina je v redu, potem gremo mi, naredimo prispevek, objavimo, se odprejo te številke, SMS-i, se zbira ta denar, že na Facebooku tudi objavimo in odziv je zelo, zelo dober. Mislim, da v primeru te deklice, ki sem jo omenila, se je zbralo skoraj 15.000 evrov, se mi zdi, kar je zelo veliko. 15.000 evrov, ja, kar veliko. No. V celem letu smo zbrali čez 200.000 evrov, kar je res kar precej denarja in potem pa ta denar Zveza prijateljev mladine namensko plačuje to, za kar se je zbiralo. Se pravi, recimo pri tej deklici smo zbirali za dodatne terapije, ki jih ona nujno potrebuje, jih pa zdravstvena zavarovalnica ne omogoča. In potem Zveza prijateljev plačuje te terapije, tako da ta denar ne gre za kakšne, ne vem, za novo televizijo ali kaj podobnega. Ta denar ne gre na račun družine, ampak je namensko uporabljen za račune v zvezi s to deklico, naprimer, če govoriva o konkretnem primeru. Ja, moram pa reči, da očitno pač ljudje še vedno zelo zaupajo in oddaji Tednik in Zvezi prijateljev mladine, glede na to, koliko je odziva na te prispevke in koliko se tudi zbere denarja, tako da bi se zahvalila tudi pač gledalcem, ki sodelujejo pri tem in nam zaupajo. Jelena, kaj izoblikuje dobrega novinarja? Kako bi ti opisala dobrega novinarja? Ja, to je težko vprašanje, ampak mislim, da v prvi vrsti moraš biti radoveden, odprt, veliko brati, veliko gledati televizijo, tudi tuje medije spremljati in morda imeti nek čut, ko bi rekla temu, za pravičnost. Biti na strani šibkejšega, ker mislim, da je osnovno poslanstvo novinarstva poleg pač resnice, podajanja resnice, kolikor je pač resnica možna, biti na strani šibkejšega. Nažalost, dostikrat opažamo, da ni vedno tako, da se dostikrat kakšen medij ali pa novinar postavi tudi na stran močnejšega. Mislim, to je vse splošni trend, je tudi v družbi nasploh, ker vidimo tudi, zdaj se bom spet pač o teh delavskih pravicah, ampak tudi dostikrat vidimo, ko objavimo kakšen prispevek, da se sami ljudje, potem, ki so tudi v tem položaju, najdejo pa rečejo, ja, pa se jim je prav, tistim ta drugim, ki jim je še slabše kot njim. Skratka, nekako so nam uspeli vsem mogoče malo prati možgane, da si je človek sam kriv za tisto stisko, v kateri se je znašel. Vse včasih drži, tudi recimo, ko slišimo, ja, pa ti, ki so na socialni, to so sami lenuhi in tako naprej. Ampak to jih je zelo majhen odstotek teh ljudi, ki nočejo delati. Ljudje si pa po večini mislim, da si niso sami krivi toliko za svojo stisko. Je pa mogoče res, da bi se pa morali tudi te kakšne družine, ki se znajdejo v socialni stiski, da bi mogoče morali te pristojne službe, socialne in tako naprej in tudi nevladne organizacije nekako bolj celostno pristopiti k njim, ne jim samo dajati tiste finančne injekcije, ampak mogoče jih nekako naučiti, kako drugače ravnati z denarjem ali ne vem,
nočem pač zdaj biti preveč pametna o tem, ker verjetno samo tisti, ki se znajde v taki situaciji, ve, kako je to, ampak mogoče nam fali to, manjka v tej naši državi, da bi nekako bolj celostno obravnavali te probleme in v to revščino, ki je res v vzponu pri nas. Veliko si delala in še vedno Tednik je del informativnega programa, v katerem pravzaprav še vedno prednjačijo politiki. Kaj praviš? Se strinjaš z mano ali ne? Skratka, prve minute, prve strani so nekako še vedno polne raznih političnih peripetij. Včasih je to upravičeno, včasih ne. Kaj praviš? A to drži? Ja, drži. Se mi zdi, da včasih samo prenašamo tisto, kaj je nek politik rekel, pa čeprav je to popolnoma prazno in brez kakršne koli vsebine in brez kakršnega koli vpliva na življenje ljudi. To je kot nek reality show, recimo temu, na informativni način. Ja, v Tedniku pač politiki recimo nimajo tako zelo veliko besede, seveda jih gremo vprašati, ko morajo kaj zaradi svojega položaja odgovarjati, ampak ne ukvarjamo pa se s to dnevno politiko, da hodimo v parlament spraševati, ne, kaj pa vi menite o tem, pa kaj pa o tem. Tako, na ta način. No. Tega pri nas ni in verjetno je tudi zato naša oddaja tako priljubljena in odmevna, zato ker ljudje vidijo realne probleme, ki se dogajajo v Sloveniji in realni problemi vsekakor niso to, kaj je rekel nek politik, pa o nekem drugem politiku morda. Prej sem te vprašala, če je še vedno Tednik pravzaprav ena najbolj gledanih televizijskih oddaj. Če daš Tednik ob bok Dnevniku, pa Odmevom, recimo ta ponedeljek ste bili bolj gledani od osrednjega televizijskega Dnevnika in Odmevov, tako da bojo vsi, ki so z nami, imeli neko ilustracijo. Ja. Ja, bravo, samo to lahko rečem. Novinarstvo se seveda spreminja, včasih se tudi zdi, da na televiziji prednjačijo razni televizijski šovi, kjer se iščejo kuharji, pa talenti, pa skratka so neke druge zadeve v ospredju. Zakaj pravzaprav se kdaj vprašaš, zakaj so te oddaje mogoče bolj gledane od nekih analitičnih, novinarskih oddaj? Pred kratkim je pater Karel Gržan dal eno zelo dobro izjavo, je rekel, da ljudje, ki gledajo kmetijo, jo gledajo zato, ker ne znajo opraviti svojo lastno štalo. Nekaj v tem stilu. Mislim, da je to zelo dobro povzel bistvo tega. Mislim, to je v bistvu zelo veliko vprašanje, na katerega jaz nimam dovolj znanja, da odgovorim. To je bolj vprašanje tudi za psihologe, sociologe, antropologe. To je res nek tak fenomen, ki je popolnoma zaznamoval te, ne vem, mogoče zadnje desetletje, pa vprašanje, oziroma ne vem, mogoče nas je lahko celo strah, v katero smer bo še šel ta razvoj. Kaj bodo še vse poskušali nam dati, ker ljudje očitno hočejo vse več tega nečesa, kar gre čez meje na televiziji. Ne vem, kruha in iger, mogoče lahko temu rečeva tudi tako. No, pa tudi splet je naredil svoje, družbena omrežja, ne vem, če si vpeta v Twitter, Instagram, Facebook, kaj ti to pomeni in koliko ti lahko pomaga ali pa mogoče celo škodi pri tvojem delu. Ja, jaz mislim, da danes pač medij ne more brez družbenih omrežij, internet je prihodnost. Vprašanje tudi čez nekaj let, ne vem, 10, 20 let, ali bo televizija sploh še obstajala v taki obliki, ali bomo delali oddaje, ki bodo samo še na internetu dostopne. To gre tako hitro razvoj, da je res vprašanje, kako bo, koliko ljudi bo sploh še sedelo doma pred televizijo pa čakalo ob 7, oziroma že zdaj je to zelo veliko ljudi gleda z zamikom ali pa potem na internetu, sploh mlajša generacija gleda skoraj vse na telefonih. Tako da vsekakor so družbena omrežja
so nam v pomoč, ker tam delamo tudi promocijo, napovednike objavljamo, ne, to pa to boste videli v tedniku, pa potem ljudje že komentirajo, pa tudi potem, ko objavljamo prispevke. So pa po drugi strani tudi družbena omrežja nekako razgalila vse slabo v naši družbi, ne, ker včasih, ko prebiraš komentarje ljudi, ki so popolnoma normalni, ne, pa si misliš, pa kaj se temu človeku v njegovi notranjosti dogaja, da lahko tako grozne stvari nekomu drugemu piše, ko vidiš, da se pod kakšnimi, recimo, pod nekimi članki, ne, se ljudje, ki se sploh ne poznajo, se tako na smrt skregajo in prežalijo, da si, ne vem, si kar šokiran, no, ne vem, se verjetno berete tudi vi te komentarje, pa naletite na kakšnega, ne, ko se res vprašaš, pa kako je to možno, je ta človek tudi v resnici, ne, ker nekoga srečaš na ulici, pa ga začneš žaliti, s katerim se ne strinjaš, ali je to res misliš, da če je tam, pa napišeš, da pa je vse dovoljeno. Si bila mogoče sama deležna kakšnih kritik ali pa celo žalitev prek teh aplikacij? Očitno si. Ja, to pa je, sploh na Twitterju je tega res ogromno, teh žalitev. Včasih si mislim, še dobro, da obstajam, da lahko ta svoj gnev sprostijo na nekom, ne? Ker to so očitno ljudje, ki imajo zelo velike probleme, tako da po eni strani se ti lahko tudi smilijo, ampak problem vidim pa v teh medijih in politikih, ki pa generirajo vso to sovraštvo, ne? In ki spodbujajo te ljudi, da so sovražni do soljudi, do vseh, ki so drugačni od njih ali pa tudi ne. In to se je kar močno razpaslo in to bi morali na nek način nekako regulirati. Ne vem, recimo dosti zahodnih medijev je že ukinilo pod komentarje pod članki, ampak v bistvu pravijo, da so ti komentarji včasih še bolj brani kot sam članek. Pa ti te žalitve pridejo do živega ali zamahneš z roko pa rečeš, kaj me briga? Ne, mislim, ko se je to prvič pojavilo, ko recimo se te lotijo res na tak način, da imaš občutek, da si se znašel sred drhali, ko odpreš Twitter in imaš, ne vem, po 150 obvestil in vsako obvestilo je odnesli vas bomo z RTV-ja, ne vem, razne grožnje, žaljivke, ne vem kaj. Takrat, ko se prvič soočiš s tem, je grozno, samo potem se pa nekako navadiš, pa ti je v bistvu smešno, oziroma začneš pomilovati te ljudi, no. Ker, kot pravim, teh posameznikov ne jemljem resno, jemljem pa resno ta fenomen, ki ga spodbujajo posamezni politiki in posamezni mediji, to pa bi morali se bolj resno ukvarjati s tem. Kaj pa recimo konkretno pride kdo do recepcije televizije, želi govoriti s tabo in ti sama si že omenila, da prihajajo k vam oziroma se vam javljajo s svojimi problemi, ampak a se to kdaj dogaja, da nekdo želi točno s tabo priti v kontakt in ti razlaga svoje probleme? Kako odreagiraš? Ja, tudi to se nam dogaja ves čas, da pride človek kar v recepcijo RTV-ja in reče pač, da bi rad govoril z mano. In zdaj včasih gre redaktorica, recimo, če nimam časa, in to so v glavnem neki obupani ljudje, ki ti včasih prenesejo tak šop papirjev, dokumentov na pregledujte, ne, to so vse, ne vem, moje sodbe, ne vem, mislim, mi v resnici nimamo časa toliko, da se posvečamo enemu primeru, da bi lahko to vse preštudirali, ker potem oddaje sploh ne bi bilo, ne, če bi vse to. Včasih pridejo samo, ker se želijo pogovarjati, se pa dogaja tudi, da te kdo v zasedi čaka cel dan na recepciji, pa ti receptor reče, še vedno je tukaj, ne id domov ali pa pet v zadnji. Ja, vsi vi, ki delate na televiziji, ste pač prepoznavni obrazi. Mogoče kateri prispevek ali pa tedniška tema ti je v zadnjem letu 2019 ali pa v zadnjih nekaj letih ostala še posebej v spominu? Ali pa tema, na katero si še posebej ponosna? Tema, kjer se je dejansko nekaj spremenilo za konkretnega človeka? Mogoče bi tukaj omenila primer Primoža Smrtnika, to je bilo v bistvu leta 2016. Ne vem, če se spomnite tega človeka.
Ta primer me je res zelo, zelo pretresel, tudi osebno, ne samo poklicno. Dobila sem takrat eno anonimno pismo, da je Primož Smrtnik, podjetnik, ki je zbolel zaradi tega, ker on se je tudi ukvarjal z gradbeništvom in velika podjetja so mu ostala dolžna več kot 200 000 evrov. In potem je on ostal svojim podizvajalcem dolžen in svojim delavcem. In on je bil 3 leta v bistvu brez enega evra, ni dobil od Centra za socialno delo nič, ker je imel pač hišo, ne? In so mu vse to šteli v prihodke, imel je to svoje podjetje, v katerem je bila zaposlena tudi žena kot računovodkinja, ona dva nista bila upravičena do čisto nobene pomoči. On je takrat zelo hudo zbolel, je doživel za Parkinsonovo boleznijo je zbolel, in ga je njegov zdravnik, čeprav ni imel zavarovanja, ga je poslal na nevrološko kliniko in tam je bil že v pižami in potem so prišli in so rekli, vi pa nimate zavarovanja, oblečite se pa pejte domov. Ne? In je on skratka, zdravnik mu je nekako neka zdravila dobavljal in tako naprej, ampak on je ostal brez zdravljenja, ne? Se zdaj toži državo Slovenijo oziroma klinični center. Tako mi je nazadnje rekla njegova odvetnica, ampak skratka, kaj se je takrat dogajalo, ne? Jaz sem objavila ta prvi prispevek in potem so se takoj začele od teh podjetij, ki so mu bila dolžna grožnje, da to ni res, da oni njemu niso nič dolžni, ampak so mu bili, ne? In za nameček mu je eno podjetje, ko je videlo ta prispevek, poslalo še pošto, da je on njim dolžen, ne? Da je doživel spet nov napad. In on je bil v bistvu dolžen Zavodu za zdravstveno zavarovanje 20 000 evrov za prispevke, ampak Zavod za zdravstveno zavarovanje je bil pa njemu dolžen 30 000 evrov za bolniške. Ampak mu Zavod ni hotel izplačati teh bolniških, dokler on ne plača njim. Začaran krog. Ja, res začaran. In potem sem jaz se obrnila, ker se je on tudi v bistvu obrnil oziroma njegov računovodja na predsednika države. In iz kabineta so meni odgovorili, da pač to predsednik države se s tem ne more ukvarjati in tako naprej, ampak me je pa poklicala takrat ne sekretarka, ampak svetovalka predsednika Helena Kamnar in je rekla, da jo je ta primer zelo pretresel in da se bo pa zdaj ona osebno zavzela, čeprav tudi se ne bi smela v bistvu, ne, ker to ne dovoljuje, da se pač tako predsednik neposredno vpleta, ampak ona se je potem 4-krat sestajala z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in s finančno upravo, ker medtem se je pa meni oglasil en slovenski podjetnik, ki pa dela v Združenih državah Amerike in je bil popolnoma zgrožen in je rekel, jaz bom plačal teh 20 000 evrov Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ampak potem je pa Furs rekel, ne, ja, mi bomo to takoj zasegli, ne, ko on plača, zato ker je on tudi Fursu dolžen in skratka to se pravi, ta gospa Kamnar se je morala 4-krat dobiti z njimi, da so oni našli nek način, da je potem ta denar prišel na Zavod za zdravstveno zavarovanje in da so njemu oni izplačali nazaj, ampak spet mu niso plačali vsega, njemu so zaračunali njegove obresti, oni, ne, ki so se jim pa tudi nabrali obresti, pa obresti njemu niso plačali. Ne. Tako da, no, potem smo pa mi na Tedniku objavili prispevek, kjer smo zbrali za njega 20 000 evrov. In ta denar so pa njemu nakazali direktno na račun in mu je, oziroma to moram še povedati, prej po objavi prispevka, tistega prvega, mu je tudi Center za socialno delo potem končno dal socialno pomoč. Ampak ko je pa dobil teh 20 000 evrov prek ZPMS-ja, ne, smo to zbirali, so mu pa tako vzeli spet socialno pomoč. Ne. Čeprav je on teh 20 000 evrov prav vse porabil za to, da je poplačal svoje delavce, ne, ki so tudi ostali pač takrat brez plačil. No, ampak potem so ga končno, ker je imel plačane te prispevke, so ga lahko upokojili, ker brez tega bi on še danes bil pač tam, kjer je bil in je tudi dobil zdravljenje, ampak so ugotovili, da mu je del malih možganov popolnoma propadel, zato ker je bil čist brez zdravljenja, tako da skratka zelo velika škoda se je naredila, no, ampak saj neki se je pač premaknilo, recimo, in to sem bila zelo vesela, no, da se včasih pa tudi kaj tako pozitivnega razvije, čeprav je še vedno zelo tragična zgodba, no, v resnici. Cenzura. Ali obstaja? Ali si je bila deležna? Ja, večkrat.
Še večji problem pa se mi zdi samocenzura, ki je v našem novinarstvu zelo močno prisotna. In to samocenzuro sprožajo tudi ti stalni popravki. To, odkar je bil sprejet ta slavni medijski Grimsov zakon, po katerem ima vsakdo pravico, da pošlje popravek oziroma prikaz nasprotnih dejstev, tudi če se ti v prispevku predstavi vse črno na belem, vso resnico, vse dokumente, lahko se kdorkoli spomne in pošlje in napiše, ne, to pa ne drži. In si ti dolžen to objaviti. Ker v zakonu tako piše, da ima vsak pravico do tega. Ampak na srečo je v zadnjih letih so sodišča spremenila malo prakso glede tega, ker včasih je bilo tako, da pač nekdo je poslal popravek, smo ga mi zavrnili, je poslal še enkrat, smo ga spet zavrnili, potem je šel pa na sodišče in sodniki so odločali ne vsebinsko, ali je res tam prišlo do kakršnega koli prikaza nasprotnih dejstev ali pač nekdo samo nekaj zanika. Zdaj so pa začeli malo bolj vsebinsko gledati in so tudi že kar nekaj teh popravkov zavrnili, ker pač ni popolnoma nič novega ali nekaj nasprotnega se ne prikazuje v tem popravku. No, ampak je pa to ena zelo velika oblika pritiska in ti popravki in te grožnje s tožbami in tako naprej, ker se dostikrat se vprašaš, kako daleč pa bom šla jaz zdaj v prispevku, če s tem tvegam popravek, tožbo in tako naprej in se potem kar začneš samo omejevati. Žal. In še eno vprašanje, tudi vezano na to, velikokrat je slišati od ljudi, ko govorijo z nami, z novinarji iz RTV-ja, ja, sej o nečem poročate, o nekatere druge zgodbe zamolčite, gotovo dobite kakšna navodila od kakšnih politikov, skratka to kar nekako leži na naših RTV-jevskih dušah. Seveda jaz osebno vedno znova povem, da temu ni tako. Kaj pa ti praviš na to? Seveda ne dobivamo navodil iz kakšnih političnih centrov ali pa kakšnih centrov moči. Ja, seveda. Ne, pač pri nekaterih zgodbah je tako, da se zakoplješ, pa vidiš, da v resnici ni tako, kot se zdi na prvi pogled. Vsekakor je, jaz mislim, da je v naši državi preveč političnega vpliva na vse sfere življenja, od javnih zavodov do gospodarstva. Nekako morda smo po tem načinu še ostali morda v prejšnjih časih. Se mi zdi, da včasih smo, oziroma da smo potegnili najslabše iz socializma in pobrali zdaj najslabše iz kapitalizma. Nekako nismo znali, da bi ohranili tisto, kar je bilo dobro v prejšnjem sistemu in da bi zdaj vzeli iz držav uspešnih zahodnoevropskih, ki imajo dobro razvito socialno politiko, da bi to pobrali od tam. Ne, mi pobiramo pač najslabše poslovne neoliberalne prakse. Da se vrnemo na politični vpliv. Ja, zagotovo je tudi politični vpliv na RTV že prek programskega sveta in zdaj se pripravlja nova medijska zakonodaja, ne vem, v katero smer bo šla, se bo ta vpliv zmanjšal ali ne, bomo videli, ampak RTV, mislim, da vsi javni mediji v Evropi so v zelo težkem položaju, ker zelo težko tekmujejo s komercialnimi mediji, mi poskušamo podajati kakovostne vsebine, ampak zelo težko tekmuješ s tem, kar smo prej omenjali, ti resničnostni šovi in vse te najslabše, kar se lahko pokaže v človeku. Jelena, o čem bo govoril tednik v ponedeljek? Kakšni prispevki bodo objavljeni? Kaj pripravljate? Bo o tem, kar sva že govorili, o teh otrocih bolnih in sicer zakaj še vedno ni registra teh redkih bolezni. Ne vem, očitno nobenemu to ni v interesu, ker že nekaj časa pozivajo ti starši teh otrok, ki so v res zelo težki situaciji, da bi se moralo na tem področju, da bi najprej morali ustanoviti nek register in tako naprej, ampak ni nobenega premika.
Bomo imeli tudi eno malo bolj tako športno temo, ne? Šport in denar, koliko športniki zaslužijo. To je v luči tega, če ste kaj spremljali. Ne? Aha, Luka Dončić in pogodba z Nikeom. Tako, pa ne, davčne oaze, ampak šli smo vprašati nekaj znanih slovenskih športnikov, kakšni so to sploh zaslužki v posameznih športih, kako se razlikujejo po panogah, tudi ženske recimo veliko manj zaslužijo in ali lahko en športnik v aktivni karieri zasluži dovolj, da s tem živi celo življenje. Ne? In ste že dobili privoljenje, bodo dali take izjave bodo, in konkretne podatke? Bodo, ja. Dobro, bomo videli. No, jutri je snemanje, potem pa ne, koliko bodo, se veste, ljudje ne radi govorijo o denarju, ampak vpeta si v RTV sistem, seveda zelo veliko se tudi v naši hiši govori o varčevanju, kar je v določenih trenutkih povsem pravilno, pa vendarle gre včasih v škodo ustvarjanja kvalitetnih vsebin. Če bi imela to čarobno paličico, dovolj denarja, si urednica te oddaje, voditeljica, kaj bi spremenila, k čemu bi stremela, kaj bi želela izboljšati? Vsekakor vizualno podobo, novo sceno, kot sem že prej omenjala, bolj sodoben pristop k sliki, k montaži, bolj dinamično. Ne bi pa drugače samega koncepta oddaje spreminjala, to je magazinska oddaja, ki jo imajo povsod na vseh večjih zahodnoevropskih televizijah, 60 minut ali pa morda tudi malo krajše terenskega dela, ker se mi zdi, da se izgublja nekako to, da pride televizija k ljudem, ne? Vse se mogoče malo preveč že dogaja v studiu. To po mojem mnenju ni ravno dobro, je bolje, da pride televizija k ljudem, ker vsak rad vidi, a ne, svojo vas, svoje mesto na televiziji, sliši o svojih problemih, vidi svoje sokrajane. Tako da tudi te reportaže so izjemno priljubljene, ko gremo kam in tudi vidimo, ko gremo kam ven, izven Ljubljane, sploh v kakšne odmaknjene kraje, kako so ljudje veseli in kako nas gledajo in poznajo, ne? Veliko bolj kot recimo v Ljubljani. Dobro, želim ti čarobno paličico, čeprav se bojim, da je ne boš dobila. Hvala lepa za odgovore na moje vprašanje.